Drage mamice, očki, dragi mali zakladki, hvala, da ste z nami. Danes sta z nami tudi Anja Dežman in Jasmina Đol, obe mentorici za osebnostni razvoj, ki sta se odločili organizirati delavnice v podporo mamicam. Živijo. Zakaj ste se v bistvu odločili za skupno sodelovanje? Ker so obe dve mamici in se v bistvu boriva. Še zmeri, jaz imam malo starejše otroke, Jasmina ima malo mlajše otroke, ampak vseeno mama si skozi ni nobene šole za mame in smo v bistvu prepuščene same sebi, več ali manj. In zato, ker se izobražujeva v akademiji, poznava neke pristope, sva jih tudi sprobali na svoji lastni koži in delujejo in zakaj ne bi ponudili nekaj dobrega, ponudili nek varen prostor. Za naše mamice, ne samo slovenske, ampak nasplošno po celem svetu, kjer bi se lahko pogovarjali o vsem odprto, se pravi, da si lahko ranljiv, da si lahko dejansko ti in poslušal sebe enaki. Se pravi, mamice, ki se z istimi problemi srečujejo na različne načine, in nuditi podporo, pa mogoče neke načine, kako spremeniti svoje življenje. Ga olajšati, Zdaj je toliko v bistvu enih delavnic od kopanja do gibalnega razvoja in vsega tega, tako da zelo pozdravljamo take zadeve. Kako pomembno je v bistvu za mame, ne samo za ljudi, ampak za mame, da v življenju osebnostno rastejo in zakaj je to danes toliko težko? V bistvu težko je bilo po moje vedno, no. Ne vem, če je glih zelo velika razlika, kako je bilo včasih. Mislim, da imamo zdaj celo več možnosti, da to delamo, da imamo dejansko tudi pomoč, da se vemo, kam obrniti. Je pa tako, ne vem, mi da smo prepričane, no, to je najin pogled na to, da nekako pridemo na ta svet že s tem namenom, da se učimo, da se spreminjamo, pa da rastemo, In ne glede na to, kako se probamo temu upirati, in so trenutki, tudi jaz sem jih imela, ko bi se na vse štiri uprla, ne bom nič spremenila, vse je okej, ampak te življenje prisili in moraš. Zadnje čase še posebej se mi zdi. Točno to. In se mi zdi, da pri mamicah je pa to tudi zelo pomemben, ker smo pa mi nek vzor svojim lastnim otrokom. In če bomo mi dali tak vzor, da tudi čez težke trenutke je treba iti, se bojo tudi otroci z tega nekaj naučili in ustrajali, ne pa da bojo potem, če pa mami obupala, bom pa zdaj še jaz, to je okej. Tako da ne vem, nama je to ena taka zelo pomembna točka, ne samo zato, ker se tega tudi same dve poslužujeva, ampak tudi opazva pri sebi, kakšna sprememba je, ko enkrat začneš to delati. Kako sta vedve vedeli, da morata nekaj spremeniti v svojem življenju? Kaj je bil ta odločilni trenutek? Mislim, da je pri obeh bil to, da so se izgubile v vlogi mame. Jaz mislim, da je vzrok, ali pa mi dve mislijo, da je vzrok v tem predvsem ta biološka predispozicija. Iz prave zgodovine smo bili vedno tiste, ki smo skrbeli za ogenj, se pravi za družino, za otroke, za dom. Moški so nekako prenašali domov živali hrano, potem denar. Ampak v teh tisočletjih se je ta, svet malo spremenil, In mi tudi prinašamo denar noter, ampak mi smo pa v tisti miselnosti, mi moramo 4 vogle hiše držati, po koncu. Mi smo odgovorni za to, kar smo jih mi rodile, In se mi zdi, da smo res v bistvu kar ujete v nekem krču, in ne spustimo tega nadzora ali pa recimo ne smemo narediti napake kot mama, In se ujameš v ta in se zgubiš in ne veš, kje si. In pri meni je bilo to recimo zelo očitno, ko sem nenačrtovano zanosila tretjič, in se je potem rodila moja hči. Ampak to je bil res najboljši trenutek v mojem življenju, ker če pogledam nazaj, v bistvu mi je odprl oči. Jaz sem se čisto izgubila in nisem vedela, kje sem. In dejansko najin mentor pravi, da je to najboljši trenutek, ko lahko začneš delati na sebi. Ko v bistvu veš, da moraš nekaj spremeniti. To zdaj ne pomeni, da se nikoli nisem jaz izgubila, sem se, naslednji s paničnim napadom, ampak v bistvu je bilo lažje, ker sem nekako vedela, takrat je bilo res hudo, zdaj je bilo malo lažje, ker sem si tudi poiskala pomoč, ker sem ugotovila, da ne morem vsega sama. Mame pa ponovadi
probamo vse veš ti same a narediti. ne. Ja. Vse sama, a ne, ker je vzgoja taka. A ne. Jaz sem se čisto posvetila družini, a ne. Takrat v bistvu je bil služba pa dom in to je to, pozabila sem nase, jaz sem na ta zadnjem mestu in to velikokrat mame naredimo. Tudi jaz sem naredila čisto isto situacijo. Izgubila sem se definitivno tudi v tem, biti mama. Je bilo pa še nekaj takih zelo težkih dogodkov v enem letu in jaz pač, ker imam rada nadzora, verjetno dost mam se lahko verjetno s tem poistovetim in ker jih nisem mogla nadzirati in ker so se ponavljale eno za drugim, sem prišla do situacije, ko sem razmišljala, da bi končala svoje življenje, kljub temu, da sem imela 2 super krasna otroka, čudovitega moža imam, kužka, ampak nič mi ni manjkalo, ampak nisem znala ven priti iz tega, ker nisem mogla nadzorovati situacije, ki so se mi odvijale v življenju. In takrat sem v tem tudi jaz ugotovila, ja, rabam pomoč. Tudi prijateljice so me spodbudile, mož me je spodbudil in sem me v bistvu vsi prisila, da sem začela delati na sebi. In sem zdaj zelo hvaležna za to, kar se mi je zgodilo tisto leto. Čeprav takrat v tistem trenutku nisem videla, kaj dejansko zakaj se mi je moralo to dogajati, kaj je vzrok vsega. O tem noben nikoli ni govoril. Vsi so govorili o dojenju, o previjanju, kako otroka pripeti v avto in tako naprej. Mene je tudi najbolj šokirala v bistvu ta moment tega strahu, da nimam nadzora. To me je v bistvu najbolj skrbelo in o tem nihče ne govori. Tako da hvala, ker ste se spomnili. In to je v bistvu tudi, ni zakaj za Naja tudi, tako, ker rastava midve skozi te zgodbe vaše, od pač naših najnih udeleženk, oziroma udeleženk najnih delavnic, ker rečeš, ok, ti imaš nek pogled, že midve, ki delava, recimo, ki se pripravlja na delavnico, vsaka svoje predloge, in že midve reče, wow, enak problem, pa v bistvu drugačen pristop, pogled, in ki jih imaš več na delavnicah, dobiš še nove poglede noter, rečeš, tudi to, na to pa nisem pomislila, in ti pomaga s tem, da rečeš, lej, tudi to imam jaz, tudi lej, meni gre kar kot si ne po koncu, če lahko v prvic povem, ker je res tako, jaz res uživam v teh delavnicah, oziroma v najnem sodelovanju, ker mi da tudi osebnost narasteva, skozi te, ker ima vsaka svoje vzorce in se pritiskava ena na drugo, dejansko včasih je res težko, ampak veš, da je za nekaj dober. Veš, da lahko napreduješ skozi to, če se sprejemaš. Najtežji trenutki so največji učitelji. Ja, točno to. Če si se sposoben v tem trenutku ustaviti in zaznati, ozavestiti ta trenutek kot moment učenja, ali pa dajmo zdaj, vem, da je težko, ampak nekaj me tole uči, ampak nekdo ti mora povedati v tem trenutku. Zdaj, zato pa skozi govoriva podpora, ker je res, mi mame, tako kot Janija prej omenila, vse hočemo narediti same. In najbolj pomemben za nas je, da se naučimo, da ko so težki trenutki, da si najdemo nekoga. Ali je to prijateljica, ki jo lahko zaupamo, ali je to mentor, nima veze, nekoga, ki vemo, da nam lahko pomaga v tistem trenutku, ker če bomo sami in se izoliramo, to je največja napaka, ki jo lahko naredimo. In to je v bistvu tudi namen najnih delavnic, da vidimo mame, da nismo same v tem. Da začnemo o tem govoriti, ker se mi zdi, da ful prikrivamo, da nam je težko, da prikrivamo, da nismo dovolj dobre, da prikrivamo vse te težave in govorimo, vse je okej, se primerjamo med sabo, recimo, lej, ne gre pa ful super. V bistvu ne, če bi ona povedala in bi ranljivo povedala, kako se dogaja stvari. Ampak se mi zdi, da se ta trend zdaj malo obrača. Da ni več tako sramotno priznati, da ne zmoreš. Da je, v bistvu ljudje se zelo prepoznajo v teh stvarih in se hitro poistovetijo in potem je lažje o teh stvarih govoriti. Se mi zdi, da je vedno lažje. Problem je v vzgoji, mi smo tako vzgojene, da moramo biti močne. In če ti prosiš za pomoč, pomeni, da si ti šibka. Kot mama pa ne smeš biti, mislim. Ne smeš biti. Tako smo naučene. Tako smo naučene in dejansko je to znak šibkosti, če ti prosiš za pomoč, ampak ni. V bistvu ti rabiš res veliko poguma, res veliko moč, da ti prosiš nekoga, ne gre mi, ne morem. Kako pa pol vidve, ki sta mentorici osebnostne rasti, kako se vidve spopadata s temi težavami? Se vama še vedno zgodi, da se soočata z nekimi problemi? Kako v bistvu se vidve, a še vedno imata misli, da nista dovolj dobre? Seveda. To ne zgine. Ne vem, Jaz ne verjamem, da bo to kdaj popolnoma odšlo. Se mi zdi, da je super, da tako razmišljamo, ker nam tudi pomaga na ta način biti nekako
bolj prijazne same do sebe, se učimo in vsega tega lahko. A ne? Je neka taka super priložnost, da če začnemo na ta vzorec gledati s pozitivne strani, a ne, da v bistvu začnemo sebe bolj ceniti, da začnemo svojo lastno vrednost spoznavati. Je pa res, da a ne, zdaj, lahko se ful zapletemo v ta vzorec, pa mu popolnoma verjamemo, pa se vsakeč potlačimo na tla, lahko pa rečemo, ok, cool, kako lahko s tem delam, kaj lahko spremenim, kaj me v bistvu to uči. A ne? In definitivno ne vem, če bo kdaj 100% lahko rekla, ja, mava to, a ne. Ampak to je čisto ok. Smo sprejeli, a ne, vzorec. Ja, tako je. V bistvu gre za sprejemanje nekega vzorca, nekega čustva, mogoče misli, ki imaš glede na to prepričanje, ki te spremlja. Dejstvo je tudi, da si same nekako kreiramo situacije. To sem prej omenila, da mi dve tudi osebnostno rasteva v sodelovanju najenem, ker ona pritiska na moje prepričanja, jaz pritiskam na njene prepričanja in ni bilo vedno lahko, še zmeraj ni. Je pa lažje. In to je namen tega, da ti v bistvu se ne vrtiš v krogu ali pa kot mačka ljubi svoj rep, ampak dejansko napreduješ, mi pravimo nekako spirali, da se v bistvu, spirala je na začetku je malo večja in potem je skozi recimo manjša. To pomeni, da dejansko, ko se soočaš s temi problemi, ne vem, nisem dosti dobra, moram biti vse popolno, da se to zmanjšuje. Vedno lažje se soočaš s temi situacijami in nisi toliko reaktivna. Ne živiš iz dneva v dan, da se prilagajaš drugim, ampak dejansko, da se poskušaš, tako kot si prej omenila, ustaviti, pogledati, pa dobiti, pogledati vrednost tega, kar se ti dogaja. Je težko, vsaka izguba recimo, je težka. Tako da, v bistvu vedve ena drugi pomagata, tako prijatelj. Tako je, to je namen. Kako bi vaju pa najdla ena mamica, ki nima nikogar, na kogar se bi lahko uprla, ki bi bil podporo, kje vaju najdejo? Ja, v bistvu oglašujeva se zaenkrat na Facebooku in na Instagramu. Anija ima v bistvu svoje podjetje, jaz imam svoje podjetje, ampak skupaj sva pa tako, kot si predstavljala na začetku, lahko kar pogooglajo, v bistvu poiščejo in če želijo, pošljajo message. A so to online delavnice ali so to zaenkrat so online delavnice. V bistvu se lahko s kjerkoli, kdorkoli. Tako. Prek Zooma v najni dnevni sobi, vsaka ima tak prostor, pri sami sebi, pač kjer živi. Tako da razmišljava seveda naprej o programih osebnostnega razvoja, predvsem bomo se fokusirali oziroma na mame, kjerkoli, ne samo z majhnimi otroki, tudi jaz kot starejšimi otroki sem še zmeraj mama, ti si v bistvu skozi mama. Nosečnice tudi. Nosečnice, ali pa ženske, ki si želijo biti mame ali pa pač imajo. Dajte malo za ta občutek sam povedati, koliko stare otroke imate? 5 pa 6 pa pol. Skoraj 22, skoraj 21 pa 15. Torej, tudi še ko so otroci odrasli, pride do občutka nemoči. Hvala, da ste prišli. Hvala za tale hiter vpogled v vajino delo in za en tak mogoče navdih za to, da si mame poiščemo pomoč, da si poiščete pomoč takrat, ko se počutite izgubljene. Upam, da se še kdaj usedemo, pa da kakšno daljšo besedo rečemo. Hvala. Hvala. Pa hvala z vami, da ste bili z nami. Na našem YouTubu, na naših kanalih najdete še kakšne druge zanimive, zabavne vsebine, mogoče tudi poučne. Pa se vidimo prihodnjič.